27. februarja 1991 je Ruth delal pri pospravljanju zmotil telefonski klic. Glas na drugi strani je sporočil slabo novico. Njen sin Clayton je nekje v Perzijskem zalivu stopil na mino in umrl. Toda 3 dni pozneje je prejela nov telefonski klic. Tokrat je glas na drugi strani rekel: "Mama, živ sem." Ruth ni mogla verjeti, da je to res njen sin. Za hip se je sesedla, nato pa od veselja začela poskakovati naokrog. Zveni neverjetno, a je resnično. Ta, ki je veljal za mrtvega, je bil živ. V teh dneh se bodo številni kristjani vsaj načeloma spomnili Jezusovega vstajenja. Kristusovo vstajenje ni le temelj krščanskega verovanja, ampak ima tudi izjemne posledice za naše življenje. Jezus je vstal. In kaj to pomeni za nas? Prvič, Jezusovo vstajenje pomeni, da lahko zaupamo Bogu in njegovim besedam. V času svojega življenja je Kristus izjavil nekoliko osupljivih stvari. Njegove izjave so razbesnele ljudi njegovega časa in jezijo mnoge še danes. Izjavil je, da je prišel iz nebes. Izjavil je, da ni le prerok, veliki učitelj ali čudodelnik. Trdil je, da je učlovečeni Bog. In prav zaradi njegovega vstajenja lahko zaupamo v resničnost teh besed. Neovrgljivo dejstvo je namreč, da tisto nedeljo zjutraj Jezusovega telesa ni bilo v grobu. Nihče tega do danes ni ovrgal, nihče ni dokazal kaj nasprotnega. Številni so sicer poskušali, a brez uspeha. Da, Jezusu lahko zaupamo, ravno zaradi resničnosti njegovega vstajenja. Zaradi tega se lahko popolnoma zanesemo na zanesljivost njegovih besed. Drugi pomen Jezusovega vstajenja je v tem, da nam omogoča nov začetek. Vsakdo od nas potrebuje v življenju drugo priložnost, nov začetek. In Jezusovo vstajenje nam omogoča prav to. Apostol Pavel v pismu Rimljanom 6:4 pravi: "Kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, lahko tudi mi živimo novo življenje." Bog nam obljublja nov začetek, popolnoma novo življenje, in to tako, da zaupamo v Jezusa in njegovo vstajenje. Vstajenje nam tudi daje moč, da živimo, kot je prav, tako kakor je Bog načrtoval in kot si globoko v sebi želimo tudi sami. Sveto pismo namreč pravi, da Božji duh, ki je obudil Kristusa iz mrtvih, želi prebivati v nas. In če Božji duh lahko premaga smrt, potem ni navade, niti razvade ali miselnosti, ki bi se lahko upirala tej moči. Če želite živeti prav, vam Jezusovo vstajenje in vera vanj daje tudi moč za to. In kot zadnje in nikakor najmanj pomembno, Jezusovo vstajenje nam daje tudi upanje za prihodnost. Dejstvo je, da smrt ostaja človekov največji sovražnik. Toda Kristus je premagal smrt in zato nam pravi: "Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl." Jezusovo vstajenje nam daje prihodnost, ki sega dlje od smrti. Zveni nenavadno, a je resnično. Jezus je vstal. In kaj zdaj? Zdaj lahko zaradi tega zgodovinskega dogodka zaupamo Bogu in njegovi besedi. Lahko začnemo znova. Lahko dobimo moč, da živimo, kot je prav, in lahko imamo prihodnost, ki sega v večnost.